Gre za zapisek, ki cilja na slovenski pravni sistem. Natančneje, na obravnavo državljanov v uradnih postopkih. Še posebej pri prekrških, kaj ne? Točno. Govori o nekem, recimo, zaničevanju, nepoštenih obravnavah, pa poglejte ključne očitke. Seveda. V bistvu je vprašanje, kako država ali spoštuje temeljna načela pravne države, tisto iz ustave, 20. člen. Ja. In kako potem dejansko ravna s posameznikom, predvsem pa domneva nedolžnosti. To bo pomembno. Absolutno. Ta 27. člen. Prekršek, prehitra vožnja. Ja, in potem težave s potrditvijo pravnomočnosti sodbe, tiste v imenu ljudstva. Pravi, da in na sodišču tega niso mogli potrditi. In potem še tisti zaplet na redarstvu, z žigom. Ko naj bi uporabili napačen žig, tistega za plačilni nalog namesto za sodbo. In to nekako uporabi kot izhodišče za širšo kritiko. In tukaj se lepo vidi, kako lahko en tak na videz majhen primer razkrije možne sistemske težave. Vir argumentira, da ko organi ne delujejo usklajeno ali ko naletiš na take ovire, Ja. da to kaže na neskladje z načelom pravne države, 2. člen ustave. In ključni očitek je, da te sistem prepogosto že kar vnaprej Obravnava kot krivega. tako nekako, ja, da si že v štartu postavljen v vlogo krivca. In tukaj zdaj postane res zanimivo pri jeziku. Vir se zelo osredotoča na besedo storilec. V zakonu o prekrškah, ja, Če preden je sodba pravnomočna, trdi, da to ni samo neka tehnična beseda. ampak da ima psihološki učinek. Pritisk. Ja, da te postavlja v vlogo krivega, mogoče celo sili v priznanje, predlaga izraz osumljenec, dokler ni sodbe. Točno tako. 27. člen pa 6. člen Evropske konvencije. Seveda. Vsak velja za nedolžnega, dokler mu krivda ni dokazana s pravnomočno sodbo. Pika. Torej, če te že prej označijo za storilca, Po mnenju Vira odrekajo to pravico, ker storilec pomeni, da si nekaj storil, preden je to ugotovljeno. In poudarja se, obsojen si lahko samo na sodišču, s sodbo. to je 23. člen ustave. Ampak, a ni možno, da je storilec v zakonu neka splošna oznaka za osebo v postopku, ne nujno, da že mislijo, da je kriv? Ja, to je ena možna razlaga, seveda, pravna. Ampak Vir argumentira ravno nasprotno, In sicer? da ima ta beseda v vsakdanjem jeziku, pa tudi psihološko, tako močan pomen krivde. Aha. Da njena uporaba pred obsodbo dejansko spodkopava to domnevo nedolžnosti v očeh posameznika, mogoče celo uradnikov. Ne gre samo za suho pravno definicijo, ampak za sporočilo, kaj država sporoča. Razumem? Poleg jezika pa opozarja še na druge stvari. Postopkovne, te fiktivne vročilnice. Ja, ko naj bi plačilni nalog kar vrgli v nabiralnik. In če se ne pritožiš dovolj hitro, Postane pravomočen, avtomatsko. Vir to označuje za pravno prevaro. Ker ti oteži obrambo, pravno varstvo. Točno. Pa tudi tisto naslavljanje z velikimi črkami na kuvertah. Ja, kaj pa je s tem? Vir trdi, da država s tem simbolno obravnava državljane kot neke pravne konstrukte, fiktivne entitete. Ne kot osebe s polnimi pravicami. Tako nekako. Kot še eno obliko manipulacije. Ja. Torej, vse te prakse skupaj, jezik, vročilnice, naslavljanje, Vir vidi kot nek vzorec. Kot vzorec, kjer naj bi sistem deloval v škodo državljana, mogoče celo, da lažje izterja denar, zato tudi spodbuja uporabo pravnih sredstev. Aktivno, ja. Dr. Beus naj bi sama vložila predlog za izvršbo proti državi. Ja, za povrnitev škode. Sklicuje se direktno na 26. člen ustave, odgovornost države za protipravno ravnanje. In kaj naj bi bila ta škoda? Zahtevala naj bi povrnitev škode zaradi stresa, truda, ki naj bi nastala zaradi tega domnevno protiustavnega ravnanja. Zaradi kršitve domneve nedolžnosti, konkretno. Omenja pa tudi ustavno pritožbo po 160. členu. Tako je. Kar kaže na prepričanje, da je treba te sistemske zadeve izpodbijati z orodji, ki jih ponuja sama ustava. Dobro, če zdaj potegneva črto. Osrednje sporočilo tega Vira je resno opozorilo, kritika načina, kako naj bi naš pravni sistem, posebej pri prekrških, ravnal z državljani.
v praksi. In to domnevno v nasprotju z ustavo, z načelom pravne države, z domnevo nedolžnosti. Prek uporabe spornega jezika pa teh postopkov, ki naj bi posameznika postavljali v nek podrejen položaj. Gre za poziv k budnosti, ja, k kritičnemu razmisleku in predvsem k aktivni uporabi pravnih sredstev. Za zaščito pravic. Absolutno. Vir poudarja pomen iskanja resnice in vztrajanja pri spoštovanju temeljnih načel. To je pač ključno za pravno državo. Za konec pa mogoče še ena misel za poslušalce. V kolikšni meri mislite, da jezik, ki ga uporabljajo institucije, besede kot storilec, pa način naslavljanja, v kolikšni meri to res oblikuje naš odnos do sistema? In kako dojemamo svojo vlogo v njem?